Koliko časa traja mladostništvo? Ja, obdobje mladostništva zdaj, če gledamo čist nevrološko, traja od približno 12 leta do približno 24. Pomeni, zajema praktično čas od zadnje triade do konca študija. Zakaj se mladostnikovo vedenje tako spremeni? Mladostnik spremeni vedenje ne zato, ker bi bil len, pa ker se mu nič ne ljubi, pa ker ga hormoni preganjajo, pa ker je zaljubljen ali pa nesramen, ampak preprosto zato, ker je to drugo kritično obdobje zorenja možganov, kjer gre za eno zelo, zelo veliko spremembo in veliko preoblikovanje celotnega organskega sistema. Kaj se dogaja? Najprej se poveča ali pa zelo izostri njegova senzitivnost na čustvene dražljaje, pomeni na vsaka mala stvar ga vznemiri, ga preplavi in preprosto njegovi možgani, ta miselni del, rečemo prefrontalni korteks, še ni dozorel do te mere, da bi zmogel tako količino čustvenih dražljajev predelati. Kar pomeni, da ga čustva preplavljajo, hkrati pa seveda gre za en zelo hiter in skokovit razvoj miselnega sistema, ki poskuša nekako ta čustva zajeti, ampak jih še ne zna dobro ubesediti. Pomeni, tisto, kar se z mladostniki dogaja, je to, da naenkrat čutijo bistveno več kot prej, razumejo bistveno več kot prej, povezati pa tega dvojega ne morejo. In to jih spravlja v strašno stisko in v eno veliko nepredvidljivost, ker ne vejo, na kaj pri sebi se čisto dobro zanesti. Zaradi tega je njihovo vedenje lahko nepredvidljivo, lahko je povezano z čustvenimi obrati, tudi stiskami ali pa navdušenjem in hkrati z eno miselno, včasih tudi togostjo, ostrino ali pa eno veliko kreativnostjo, ki ga odpira v do zdaj še neznani svet, ki ga po eni strani plaši, po drugi strani pa zanima. Kako torej pomagati, da se to obdobje najbolj izkoristi? Ja, mladostnik rabi, to je eno obdobje, v katerem lahko v relativno kratkem času naredimo ogromno, več kot kdajkoli prej in več kot kdajkoli kasneje. Pomeni, prva stvar je, da se mladostnikom zagotovi varnost, čustveno varnost, da so sprejeti, videni, slišani in razumljeni. Potem bo lahko s to svojo osebino prišli do nas na en pristen način, pa dovolj širok, da bomo razumeli, kaj se z njimi sploh dogaja. Druga stvar, ki je pa nujno potrebna pri mladostnikih, pa je hraniti njihovo intelektualno lakoto, pomeni jim dajati izzive, zanimive stvari, novosti in pomagati pri učenju, pri vztrajanju, pri tem, da razvijajo te svoje kreativne sposobnosti, pomeni res nahraniti to lakoto, ki jo možgani čutijo, zato ker zmorijo. Mladostnik se lahko nauči ogromno stvari, če so zanimive, pristne, smiselne, povezane in nekako tvorijo neko zgodbo, v katero lahko vključijo tudi svoj čustven svet. Kaj je za odnos odraslega do mladostnika najbolj pomembno? Prva stvar je to, da začne odrasli mladostnika poslušati. Ne da moralizira, da ga uči, da ga samo pritiska nanj, ampak da odpre prostor in da ga sliši. Mladostnik zelo, zelo, zelo močno potrebuje odraslo oporo, prav zato, da vso pestrost svojega doživljanja, ki še ni integrirano, še ni povezano, lahko ob odraslih integriranih možganih razume, dobi eno zrcalo in hkrati dobi eno navdušenje in pogum za to, da se sooča s svojimi izzivi. Pomeni, odrasli moramo mladostnika slišati, razumeti, voditi, spremljati in predvsem biti vedno odprti za novosti, ki jih mladostnik prinaša. Pomeni nikoli ožati njegovega sveta, ampak pomaga, da se vsa pestrost lahko vključi v en svet, ki je varen, smiseln, ki nekam pelje in da nahranimo res to njegovo dušo, ki se takrat odpira, ker tistega, česar mi ne bomo omogočili mladostniku, da ob nas razvije, tega tudi ne bo razvil. In to je tisto, kar je, se mi zdi, en tak poziv vsem odraslim, da naj v teh otrocih ne gledajo vedenja, ne gledajo površine, ampak naj poskušajo slišati, kaj je zadaj za to površino, kakšno bogastvo in kakšen potencial se skriva tam zadaj.